Pozdravljeni v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z magistrico zakonske in družinske terapije o tem, kaj pomeni biti pristna ženska v svetu, ki spodbuja uspešnost, nadzor in mogoče odmik od pristnih partnerstev. Ja, biti pristna ženska zame pomeni biti iskrena sama s sabo in popolnost ali pa uspešnost je pravzaprav, ali pa tudi nadzor, ena oblika strahu, ko probamo v bistvu stremeti k nečemu popolnemu in bežimo stran od pristnosti v resnici. Tako da biti pristen pomeni delati napake in zdržati z vso ono tremo, ki pride in živeti to. In vedeti, da v bistvu vse velikrat te napake sploh niso napake, ampak v našem svetu ali pa tam, ko stremimo k neki popolnosti, se nam pa tako zdi. Ampak v resnici smo to, kar smo take, kot smo, in to je najbolj pristno, kar je lahko. Ampak ni tako enostavno. Ne. Ampak o tem in še več se z Evo pogovarjava v oddaji Pristna ženska. Glejte nas na Ljubljana TV. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Z velikim veseljem vam danes predstavljam izjemno žensko Evo Erpič, magistrico zakonske in družinske terapije ter strokovnjakinjo za odnose, intimo in spolnost. Kljub mladosti Eva že pri 30 letih opravila več kot 2500 ur terapevtskega dela, danes pa se lahko pohvali že z več kot 5000 urami izkušenj v neposrednem delu s strankami. Je nekdanja predsednica društva Človeška toplina, direktorica podjetja Emotion, avtorica knjige Kako te imeti rad in ustanoviteljica spletnega portala za odnose. Njeno strokovno znanje sega tudi na področje zasvojenosti, postaršenosti in toksičnih partnerstev. Redno gostuje v televizijskih oddajah, kjer s toplino, strokovnostjo in občutljivostjo odpira pomembne teme, ki so pogosto potisnjene v ozadje. Njena življenjska pot je prežeta z izzivi, pogumom in globoko osebno rastjo, a prav zaradi njih uči, kar živi, življenje v stiku s seboj, v svoji resnici, ranljivosti in pogumu. Danes bo z nami delila svoje poglede na pomen odstranjevanja mask, na moč ranljivosti, na resnično intimnost in ljubezen, najprej do sebe, nato tudi v odnosih z drugimi. Srčno sem vesela, da danes z nami, zato draga Eva, lepo pozdravljena in srčno dobrodošla. Ja, pozdravljena, Suzana, kakšen lep uvodnik. Najlepša hvala. Kakšno lepo delo, se mi zdi tako pomembno res spodbujati ženske pri svojem poslanstvu in pa pri temu, kar smo, ne samo poslanstvo, ampak vsej ženstvenosti, polni ženstvenosti. Res je. Smo veliko sposobne, a ne? Neverjetno veliko. Ko se odmaknemo od iskanja popolnosti v pristnost, se nam odpre popolnoma nova dimenzija življenja, ampak do tega priti včasih ni prav enostavno, zato so take oddaje in taki pogovori zlata vredni. Res je. Ja. Eva, kaj je tebe v življenju pripeljalo na to pot pristnosti? Wow. Verjetno tiste izkušnje v življenju, ki so najbolj bolele. Ker takrat, ko sem čutila, da sem mogoče izpostavljena ali pa da sem v nekih ranljivih pozicijah, čutiš v sebi, ali boš zdaj igral neko igro naprej, ali pa je to trenutek, ko si upaš tvegati in biti to, kar si. Vem, da tvoje otroštvo ni bilo prav enostavno, da je bilo veliko travmatičnih izkušenj. Kako si se zmogla soočiti z njimi? Če bi imela kakšen recept, ampak takrat čutiš, saj ne vem, a si lahko takrat pameten, delaš tisto, kar te žene naprej, kar čutiš, da je nekje najboljša pot. Res so mi bile težke preizkušnje, sploh tam okrog 12. leta,
mislim, vse to se je stopnjevalo, pa nabirale so se te izkušnje, ampak vem, da to obdobje okrog 12. leta mi je bilo najtežje, da sem se počutila najbolj samo na tem svetu, najbolj ranljivo, pa hkrati najbolj neopaženo. In takrat pravzaprav sem šla zelo v to pozicijo, da sem začela ugajati, da sem se oddaljila od pristnosti, čeprav vse, ne vem, to je še tako najstniško obdobje, ko se še učiš pravzaprav sebe in svoje identitete. In takrat se najbolj iščeš, ne? Ja, in takrat sem zelo hitro ugotovila, da če naredim tako, kot ljudje od mene pričakujejo, bom pa dobila neko družbo, bom pa dobila neke odzive. In sem se tudi tega takrat naučila oziroma polotila. To vsi ponotranjimo. To vsi ponotranimo. Do neke mere verjetno res, a ne? Za ceno biti ljubljen in biti sprejet, sploh v okoliščinah, kjer je veliko travme, je preživetveni mehanizem in nas dejansko pripelje do tega, da začnemo sebe tlačiti, rezati nekatere dele sebe, zato da bi dobili odzive od ljudi, ki so nam blizu. In tukaj se naredi v bistvu veliko teh vzorcev, ki nas potem zaznamujejo v življenju in rabimo potem nekaj časa, da se vrnemo nazaj v pristnost. Ampak če zdaj pogledaš nazaj, kaj je te najbolj naučilo v tistem času o odnosih, o sebi, o življenju? Kaj bi lahko od tam vzela ven kot neko izkušnjo? Nekaj, kar si popotnico, čeprav je bilo veliko travmatičnega. Ja, zelo zanimivo je, da takrat se spomnim, da me je sosed dobil na laži in da me je, jaz sem bila prepričana, da to ne bo noben ugotovil, nekaj sem ušpičila in ko me je prišel soočiti s tem domov, jaz sem se počutila tako osramočeno, da se mi je zapeklo noter v srce in takrat sem se odločila, da je v življenju boljše biti iskren, tudi če je še toliko težko, ker je to manj težko, kot popravljati vse tiste laži za nazaj. In se soočati s tem, kad te nekdo takole dobija na laži. Tako da to je bila tako en tak zelo majhen dogodek, ni bil sploh toliko pomemben, ampak me je zelo zaznamoval, ne? Zanimivo. Zanimivo, ja. Ne glede na to, da v življenju damo veliko težkih izkušenj skozi. Jaz vem zase, ko sem zmogla nekatere preizkušnje, ki so me zelo prizadele, pretvoriti v nek smisel, v neko modrost, se je sprostila silna energija in da sem lahko potem zadihala in šla precej lažje v življenju naprej. A je bil tudi pri tebi ta moment? Ja, jaz sem šla v srednji šoli na terapijo in jaz sem veliko stvari doživela. Oba starša sta bila alkoholika, imam izkušnjo spolne zlorabe, selili smo se velikokrat tudi zaradi tega, ker sva z mami na en način bežale pred očetom, ki je bil zelo nasilen. Tako en del življenja je bil zelo filmski in vse mogoče zaradi let sem to lažje prenesla takrat, vseeno pa ostanejo neke posledice. Absolutno. In v bistvu nekako sem imela skozi eno upanje, da bom pobegnila od tega življenja in da ko bom dosti stara, si bom pa lahko ustvarila življenje, kakršnega si želim in partnerstvo, kakršno si želim. In v srednji šoli so me v bistvu te izkušnje zelo hitro in mi pokazale, da ne bo vse tako, kot sem si jaz predstavljala in zamislila. In sta me v bistvu dve izkušnji tako zelo bolele, zelo sesule in takrat se spomnim, da je bila ena taka prelomnica ali bo šlo moje življenje navzdol. Čisto komot bi se takrat tudi jaz, ne vem, zapila, pozabila nase, spustila šolo ali pa naredila nekaj sebe. In takrat sem se odločila za terapijo in bila sta dva terapeuta, par je bil takrat, ena redkih sem verjetno, ki je hodila k paru na terapijo. In to sta bila tako kot nadomestna starša, in sta mi res dala toliko enega upanja. Sicer sem tam vsakič znova jokala, ampak vsakič znova me je ta jok izčrpal in olajšal. Oboje hkrati. Čisto, ker solze so kot nevihta, ne? Ja, veliko mi je takrat dalo to obdobje, da sem hodila na terapijo. Iz tam ven tudi potem ta želja, da jaz
to izkušnjo ponesem naprej. To sem te hotela vprašati, če so bile te terapije potem tudi povod, da si svoje šolanje za vzgojiteljico preusmerila v terapevtsko delo. Ja, jaz sem bila tako zelo zagrižena, da jaz bom učiteljica v bistvu. In so mi rekli, da moram iti najprej na vzgojiteljsko šolo, če želim postati učiteljica. In še v osnovni šoli je bila ena socialna delavka, ki me je zelo odvračala od tega. Je rekla, pa ti nimaš posluha, pa ne bo to, pa niso ocene. Ampak imam pa vse, to je pa en del mojega karakterja, da sem rekla, ok, še zmeraj lahko probam. In če ne bom, še zmeraj lahko na drugo mesto dam tisto, kar mi vi svetujete, ampak jaz probati pa moram. In sem bila sprejeta. Kljub temu, da so vsi govorili, da nimam posluha, tudi doma so mi to večkrat rekli, sem prišla tja na ta preizkus in tam so bili presenečeni nad mojim petjem in so rekli, bravo Eva, a ti hodiš kam na pevske vaje ali kaj, imaš prav razvit glas? In sem rekla, čudeži se prav dogajajo, ne prav očitno, če verjameš dovolj in stremiš za svojo potjo. Tako da sem imela zelo lepa leta na srednji vzgojiteljski šoli, potem pa, ko sem se s to terapijo soočila, sem pa rekla, ne, to je ta pravi poklic. To je ta prava zate, ne? Imaš res neverjetno število terapevtskih ur že za sabo, ne? To se res čuti tvoja globoka predanost, ne? Res rezonira verjetno tvoje delo z svojimi lastnimi izkušnjami, ampak kako najdeš potem sredi vseh teh zgodb in tega dela spet stik sama s seboj, torej svoje ravnovesje, ker ga moraš imeti, moraš biti steber zase in za njih, ne? Ja, z leti je lažje. Od začetka so se me zgodbe res zelo dotaknile in še tako, ne, da mi ženske zelo rade veliko govorimo o zgodbah in jih potem na ta način predelujemo in nam je lažje, ne. Zdaj, kot terapevci pa zavezan k molčečnosti, a ne, in teh zgodb ne moreš kar razlagati z ljudmi in jih na ta način predelovati. Tako da od začetka mi je dejansko bilo res težko, ne, ker slišiš take informacije, take zgodbe, presunete to, kako je nekdo zaupljiv s tabo, kam te odpelje in tega ne moreš nobenemu deliti. No, to mi je bilo od začetka res težko. Zdaj z leti pa nekako, ne vem, zelo mi pomaga, da imam poslovno urejeno stvari, a ne, da, ne vem, imam redne supervizije, da vem, da tam dam stvari ven in da sem strokovno naredila vse, kar lahko, a ne. In pol si tudi lažje dam ta odpustek, da zdaj pa služba je za tabo, zdaj pa se lahko posvetiš drugim stvarem. In se tudi zelo trudim, da vsaj vikende, no, da imam res zase, da odklopim službo, sicer berem knjige še zmeraj kakšne za osebno rast, tako da čist ne moram odklopiti, ker je to del mene, ta poklic. Ampak preusmerim, no, da grem kam v hribe, da doma kaj vrtnarim, da... Drugače je bilo pri hudo, sama imaš v bistvu izkušnjo, ne? In potem še pri svojem terapevtskem delu bi bilo pri hudo, če bi to vse skladiščila pri sebi, moraš dati ven, ne? Ja, mislim, zdaj ne dajem prav ven teh zgodb. Ne kot besedno, ampak kot energijo, da daš ven iz sebe, ne? Da se zavedaš, da moraš pa ti vseeno za sebe pa tudi potem v bistvu poskrbeti, ne? Eva, nadaljevali bova po kratkem odmoru in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim magistro zakonske in družinske terapije. Eva, tvoja strast je področje odnosov, partnerstva, spolnost, intime. Kdaj si začutila, da je to področje tvoje poslanstvo? Ne vem, če bi točno znala datumsko tako umestiti, no, ali pa katero leto, ampak nekje od začetka sem iskala sebe, zase odgovore in sem čedalje bolj občudovala to dinamiko, ki se dogaja v partnerstvih, kako se približujemo, oddaljujemo, kolikokrat se ranimo, pa v resnici sploh nimamo tega namena. In te igre, ki se dogajajo, je res zanimivo mi opazovati. Dostikrat enačimo spolnost z intimnostjo, ampak je intimnost precej širši in globlji aspekt, pa ne samo partnerstva, intimnost je tudi do nas samih. Kako bi ti opredelila intimnost? Ja, v resnici intimnost sploh ni nujno del spolnosti, a ne, velikokrat spolnost tako, pač
kaj ena potreba tam. Je pa spolnost veliko lepša, če si dovolimo biti pristni, intimni, tudi pri spolnosti. In mogoče pristnost pa intimnost imata veliko skupnega, ker intimnost tudi pomeni, da si dovolimo odkrivati plasti sebe. Se pravi, ne da pokažemo samo neko zunanjo masko sebe v tem, kar že znamo, poznamo, v nekih frazah, ko vprašaš, kako si, dober sem, super, ne, ampak podeliti sebe v nekem odnosu pomeni odkriti malo več, ne vem, kako sem, ali pa zadnje čase sem totalno znervirana, jezna, žalostna, obupana, prazna, karkoli. Brez mask, brez iluzije, brez skrivanja, ne? In seveda v odnosu je to še veliko težje, ker mora potem tudi druga oseba s tem zdržati, ker če se nasmehne nekdo pa reče, super sem, se nasmehnemo nazaj in je pogovor končan, če nam pa nekdo začne pripovedovati o sebi, moramo pa naenkrat s tem čustvenim svetom znati zdržati, in tle med moškim pa ženskim je velikokrat en izziv, Ja, ker običajno, ko se odpremo, pri tem smo ženske mogoče malenkost v prednosti, ker imamo večji stik s svojim notranjim svetom, ampak ko se izrazimo, največkrat verjetno pritisnemo partnerju lahko na nek sprožilec, ki potem njemu odpre neko čustveno reakcijo, ki mogoče sploh ni v povezavi z tem, kar je. Itak, v partnerstvu skozi preigravamo naša otroštva v bistvu, in vse tiste najgloblje bolečine, ki rečemo, nikoli več jih nočem doživeti, in potem jih v partnerstvu sigurno še enkrat doživimo. Je pa res en velik izziv v bistvu biti sploh ranljiv ali pa biti intimen ali pa pristen že sam do sebe, ker še zame je to velikokrat izziv. Čeprav redno to, ne vem, če treniram ali pa prakticiram, kaj ne rečem, ampak se zaznam, kolikokrat povem stvari, pa veliko povem, pa pozabim vključiti sebe, svojo ranljivost, svoje občutke. In rečem, pa saj sem vsem povedala, da sem v slabi koži, ampak to povemo tako mimogrede, se pa ne ustavimo, pa ne povemo zares na način, da bi to začutile, najprej mi. Ker potem nas tudi drugi lažje sprejme, kot pa če sam nekaj godrnjamo in ne vem, kaj vse povemo, ni pa te čustvene note zraven. Pa kako pride do take stopnje pristnosti, ranljivosti, intimnosti do sebe, da lahko to potem izražiš v partnerstvu? Učenje, res poznavanje sebe, saj verjetno največkrat mora biti neka motivacija, da s tem sploh začnemo. Dokler nam stvari funkcionirajo ali pa partnerstvo, velikokrat tudi na terapiji dobim tak par ali pa posameznika, ki reče, kako do, ne vem, 40. leta ali pa do te ločitve je bilo moje življenje vse super, kaj se je zgodilo, zdaj pa že ne vem, koliko noči ne moram spati. Prej sam se nismo dovolj ustavili, da bi vse to začutili. Pa pride ena taka kriza, pa začnemo čutiti in je naenkrat se treba s tem spopasti. In različne stvari nas motivirajo v življenju ali pa pripeljejo do tega, da začnemo poslušati sebe, se ukvarjati s sabo, s kakšnimi globljimi plastmi, da začnemo raziskovati. Kaj je po tvojem mnenju ključno za zdravo partnerstvo, razen seveda ranljivosti in intimnosti? Spoštovanje, sigurno, ampak spoštovanje je spet ena taka stvar, ki se mi zdi, da imamo notranjost pomirjeno, da naše te bolečine malo razumemo, pride avtomatično to spoštovanje na plano, da nimamo več potrebe biti do koga nesramni, nespoštljivi, cinični. Biti mogoče sam s sabo ali pa dograditi sebe v neko avtonomno osebo, da zmoremo biti samostojni, ker šele takrat, ko smo oseba sami zase, se zmoremo šele deliti, podeliti še z nekom. Torej, ko si celovita oseba, ko ne iščeš več v odnosu tisto, kar si moraš dati sam, torej ljubezen do sebe. Čeprav se to je najtežje. Včasih dobim koga, ki je samski na terapijo, pa mi reče, saj vem, da moram imeti najprej rad sebe, ampak kako? In je res en velik izziv, ker če nimamo v življenju takih odnosov, ki bi nam že dali to izkušnjo, ki bi že odraščali s tem, da je ljubezen nekaj avtomatičnega ali pa nekaj logičnega za nas,
ampak imamo prej vse druge izkušnje in zdaj naenkrat se moraš naučiti imeti samega sebe. Mislim, noro, to je res najtežja naloga. Res je. In dejansko vedno mislimo, da je ljubezen tisto, kar nam nekdo drug pokloni. Je pa to ljubezen notranje stanje, ki ga mi podelimo ven, ampak pride do tega stanja, da ti prekipevaš od te ljubezni, radosti, izpolnjenosti. To je pa zalogaj, ne? Ja, je kar delo, ja. Je, ampak ne gre drugače, kot pa da greš na to pot in začneš odmetavati vse, kar ni ljubezen, ker vemo, kaj ni ljubezen, da pridemo do tega, da spoznamo, kaj ljubezen je. Res je, mislim, meni še zmeri, jaz zelo zagovarjam odnose, če ne drugega, tudi terapevtske odnose. Ker kje res druge dobiti to izkušnjo? Ker če nimaš neke družine, nekega partnerja, ki bi te v tem razumel, podpiral ali pa ti prišel majčkeno na en ljubeč, sočuten način nasprot, se lahko prav zaciklaš v tem noter. Veš, da si moraš sam to dati, hkrati pa čutiš eno tako napetost in veš, da ne moreš. In zdaj ali prije kakšna taka prelomnica v življenju ali pa se odločimo, da naredimo res in se ob nekom učimo te ljubezni do sebe. Ja, ampak to je verjetno težje, ne? Ob nekom, ki redno pritiska na tvoje sprožilce, se učiti ljubezni do sebe. Definitivno je težje, sploh če si sam v temu, zdaj če ste partnerja skupaj, recimo na terapiji ali pa se zavedata neke osebne rasti in načrtno delate to ali pa si pomagate, mislim, da so spet nek vzorc, ok, dajva time out, ne bo nadaljevala kasneje, pol je lažje. Dokler smo pa sami, je pa to res ena taka težka pot. Kje začeti? Recimo posamezniki, partnerji, ki bi si želeli izboljšati svoj partnerski odnos, poglobiti neko intimnost, kje naj začnejo? Pri sebi. Smo spet na začetku, ne? Ja, res. Mislim, velikokrat se zgodi, ko en tak, ne vem, naraven potek življenja je, da slej ko prej pridemo do ene točke, ki nekaj ne funkcionira. In to je najboljša motivacija za neko rast. Zdaj, če nas nekaj že moti ali pa se nam zdi, da bi nekaj bilo pa fino izboljšati in če se takrat začnemo o tem pogovarjati ali pa še bolj, že začeti raziskovati, zakaj mene to moti, kaj se z mano dogaja, kakšni so mogoče celo moji vzorci, ki so me pripeljali do tega, da je to danes tukaj nefunkcionalno. Tam je največja motivacija za rast in za spremembo. Tudi največji potencial leži tam, ne? Seveda, res je. Ampak zato potrebujemo kar nekaj samozavedanja, nekaj odgovornosti, nekaj želje, pogledati resnici v oči pa reči, ok, te stvari ne delujejo več zame, kaj lahko jaz naredim, da bo boljše, ne da čakaš, da se bo drugi spremenil, ker tukaj se mi zdi, da se največkrat zatakne, ne? Jaz bom, ko bo on, jaz bom, ko bo ona, ampak to nikamor ne pelje. Ko enkrat spoznamo, koliko ene odgovornosti za svojo srečo dajemo drugemu v roke, nehamo s tem, ker res, ja. Saj včasih je še težko, pa še kakšen trigger pride, pa je lažje delovati iz tistega starega avtomatizma, ker je naučeno. Ampak res, ko enkrat vidimo, kaj pomeni imeti odgovornost v svojih rokah, kaj pomeni ne biti večno žrtev, ampak dejansko imeti moč in vpliv na svoje dejanje in na svoje življenje, takrat se za nas začne ena druga zgodba. Naslednji korak, ki se mi zdi pomembni, je tudi zavedanje, da smo lastniki svojih čustev mi sami. Da drugi samo pritisnejo na sprožilec tega čustva in da se moramo vedno vprašati, kaj meni to čustvo sporoča. Ti si kriv, da mene zdaj to boli, ampak kaj mene zdaj ta bolečina uči, kaj mi sporoča. Res je, da vsi naši odnosi so pravzaprav naše ogledalo. Vse, kar se zunaj nas dogaja, je odslikava tega, kar je v nas noter. Je pa res, da bolj, ko si mogoče v neki težki koži, slabi koži, težje je to prepoznati in se s tem strinjati. Ja, res je. Sploh pa še začeti na tem delati. Ja. Tako da to je en tak izziv, kaj je prej, kje prej začeti. Včasih ima kdo srečo, da najde nek tak odnos, ki ga od odzunaj poboža in je potem lažje začeti z notranjim delom. Nekateri pa ne vem, se razjezijo ali pa pridejo do te točke, ki reče, ok, dajmo začeti s sabo, kje lahko začnem zdaj. Veliko je načinov, veliko je poti, pomembno je, da prepoznamo, da poti obstajajo. Video bomo nadaljevali po kratkem odmoru, počakajte pred ekrani.
Pozdravljeni nazaj, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, o kateri se danes pogovarjam z Evo Erpič, ki je magistrica zakonske in družinske terapije. Ja. In je tudi ustanovila portal Ona On odnosi, kjer združuje različne strokovnjake in odgovarjate na osebna, življenjska, kompleksna, zapletena vprašanja, kaj ne? Hvala. Ja. Super predstavitev. Ta portal je res ena taka, saj ne vem, ena prav vizija, ki sem jo začutila, ena strast, ker vidim, da res potreb je veliko in da se niti vsi ljudje ne odločijo za terapijo, da še zmeraj je to en tak tabu. Hkrati pa mi je res veselje vnašati ene lahkotne, pa vseeno kvalitetne vsebine med ljudi. In na tem portalu združujem strokovnjake, ki snemajo tako e-tečaje, se pravi prav tečaje, ki te pripeljejo od točke A do točke B, da naredi vsaka oseba spremembo, če želi, če dela. In pa pogovore v živo imamo na portalu, se pravi 15 je različnih strokovnjakov, vsak ima svoj pogovor, enkrat tedensko oziroma v enem tednu sta 2 pogovora in se dotikamo raznih tem. Vse to, kar se tiče odnosov. Kar se tiče odnosov. Vem, da eno izmed vsebin, ki si jih nagovarjate, je tudi pristnost. Ja. Kako lahko ženske in moški pridejo v stik za svojo pristnostjo, torej za svojo ranljivostjo, da odložijo maske, da odložijo neke iluzije, da se ne zadržujejo več v tem resničnem izražanju sebe. Kaj svetujete ženskem in moškim, kje začeti, kako priti do te svoje pristnosti? Zdaj, sram je zelo en tak močen občutek, sploh pri travmah, in v bistvu sram te izolira, te drži pri sebi, nazaj. In karkoli se pogovarjaš, ali pa vsakič, ko si upaš o nečem spregovoriti, to je bilo tudi zame najbolj zdravilno, da ko sem začela pripovedovati o svojih izkušnjah, sem spoznala, jaz na tem svetu nisem tako sama. To ni, da se samo meni dogajajo neke krivice in je nekdo na tem svetu pozabil name, ampak je to nekaj normalnega, kar se dogaja v vseh naših odnosih. Nekomu to, nekomu nekaj drugega, ampak ne doživljam nič posebnega. In že samo to, da sem o tem spregovorila, je bilo zame zdravilno. In te pogovori so temu namenjeni. Da ima vsak možnost spregovoriti vse. Lahko natipka, lahko anonimno spregovori, lahko se pokaže kakorkoli, ampak na drugi strani bo našel strokovnjake, ki so specializirani za to temo in bojo odpirali prostor, da lahko narediš en korak zase. Da varno izraziš, kar sicer bi te bilo sram povedati tudi najbližjemu. Ja, mislim, prostor se odpira zato, da ljudje lahko povejo, komentirajo, podelijo sebe. Drug del pogovorov je pa tudi, da strokovnjak pripravi pravzaprav eno vsebino in te spodbudi. So to neke meditacije, vodene vaje, ali so neke čisto take tehnične vaje, ki jih rešujemo, pa se potem o njih skupaj pogovarjamo. In v bistvu vsak zase naredi en notranji proces in če želiš, lahko to podeliš. In v resnici je to tako močno, da si ne moramo misliti, kakšni premiki se dogajajo s tem, ko to besedimo oziroma pa sam spremlja nekdo ta pogovor. Pa večkrat pokličejo ali napišejo recimo isti ljudje v oddajo? V bistvu je to spletni portal, tako da ni kot oddaja, ampak je spletna platforma, kamor se lahko kadarkoli, kdorkoli registrira. In ja, načeloma se vračajo, je pa tako, da se je portal pravzaprav začel par mesecev nazaj, tako da se še tipajo, koliko se lahko oglasijo, koliko ne, jih bo to kaj zaznamovala. Tako da so še zelo previdni, ampak smo zelo veseli vseh. Se odpira prostor za pogovor in to je najbolj pomembno, da ljudje imajo možnost najti različne kanale, kjer lahko izrazijo sebe. Ja, jaz sem toliko vesela, gor imamo tudi, jaz sicer vodim ta pogovor o intimnosti in odnosih, ker spolnost ali pa intimnost je tudi eno tako področje, ki se tiče vseh nas, vsi imamo to potrebo, pa se o tej potrebi zelo malo govori. Ne vem, če si lahko zamislimo, da ne bi govorili o hrani ali pa o lakoti, pa je to tudi ena izmed naših potreb, pa vsak dan vsi govorimo o hrani pa o lakoti, o spolnosti pa ne. Ali pa če že govorimo o spolnosti, govorimo na en tak mal poniževalen način, posmehljiv način,
ne damo pa te prave vrednosti spolnosti in intimnosti, ki jo v resnici ima. Ne. Točno to, ker In- dejansko jo ima. Ja. Zelo veliko težo. In že to, da odpiramo tudi ta prostor, a ne, strinjam. že samo to, da vidijo, kaj vse sploh intimnost ali pa spolnost je. A ne, ja. Da te pogovori niso, da bomo mi tam zdaj govorili o tehnikah ali pa da bo mogel kdo povedati, kaj v spalnici dela. Ne, čist vse drugo prej, a ne. Se ravno to je tisto, kar sem vprašala na začetku. Ne? Ljudje enačijo Ja, spolni odnos z intimnostjo, je pa intimnost zelo široko področje. ja, ne. ja, Je spolni akt je samo en del, en segment intime. Ja. ne. Ja, res je. Že Ja. sploh spolnost je veliko širša kot Ja. sam ta spolni akt. a ne. ja. Že spolnost mislijo ljudje, da je to, kar v spalnici Ja. predigra Ja. orgazem in to je spolnost. Ja. a ne. Ampak v resnici je spolnost nekaj, kar se dogaja cel dan, vsak dan. Kako nekoga pogledaš, kako se nekoga dotakneš, na kakšen način se, ne vem, z nekom Pogovarjaš. neka mimika, ja, Absolutno. kako si oblečen danes, Ja. a se počutiš samozavestno, seksi danes ali ne, a ne. Igrivost, Vse to, ja. zapeljevanje, Vse to je vse to. spolnost. Ne? Ampak velikokrat ženske rečejo, kako naj poleg vseh obveznosti in odgovornosti, ki jih imam, najdem še čas za intimnost oziroma za spolnost. Ja, velikokrat ženske živijo iz te drže, da je tudi spolnost še nekaj, kaj je treba narediti, Narediti, ne. a ne, da je moški zadovoljen, da ni krega, pa da je to pač porihtano. Ja. Je pa spolnost, če začnemo odkrivati, eno tako darilo za nas. Mi imamo tam toliko ene življenjske moči, strasti, ene poslovne energije je, v tem noter tudi skrite. Ja. Tako da se splača čisto zaradi sebe začeti to raziskovati. Je pa res, da partnerski odnos, a ne, ali pa spolnost, ali pa, da je partnerski odnos tudi ogledalo spolnosti, no, tako bom rekla, a ne. Pa tudi spolna energija je dejansko najmočnejša energija, to je energija Ja. kreacije. Ne? Iz tega smo vsi nastali. Točno to, in če to energijo znaš Ja. res kultivirati, Uporabiti, ja. ne, kultivirati, da to res teče, tako kot bi morala teči, potem bi bilo res življenje zelo lahkotno, zelo pretočno in tisti, ki to vedo, verjetno tudi imajo drugačne odnose. Marsikdo še živi iz tega ali iz ene skrajnosti, da se sploh ne čuti, Ja. ali pa iz druge skrajnosti, da je ogromen enega strahu. Ja. In strah seveda spet blokira in ta pretok energije, ljubezni, čutenja in nas zelo blokira. Ja. Pa jaz vidim tukaj še en izziv. Ženske navzven delujemo zelo močne, uspešne, nepremagljive, v sebi pa vseeno smo nesrečne, nezadovoljne, utrujene, izžete in za intimnost pa moramo priti v druge kakovosti ženske energije. Mehkoba, nežnost, milina, gracioznost, prijemljivost. Kako se lahko ženska iz tega sodobnega sveta vrne nazaj v te ženske kakovosti, ki so predpogoj za lepo, harmonično, intimno partnerstvo? Ja, to je tudi eno prav posebno učenje, se spet toliko umiriti, ker tudi ženska energija je pasivna energija, ženska energija je tista, ki sprejema. Ja. In sploh, če smo uspešne, poslovne, gremo čez drugo energijo. Ne. Poslovna energija je aktivna energija, je energija, ki moška, ne? ustvarja, Ja. moška. Tako da to preklapljate dejansko eno učenje, ki se izvaja izmeri boljše, ne. Tudi pri meni. Ne vem pa, če obstaja en tak lahek recept, da bi rekla, takole naredimo in je vsi, ampak je to spet mogoče lih to čar, da vsak zase odkriva, ne. Tako kot je intimnost ali pa partnerstvo, nekaj, kar je unikatnega med tem dvema osebama, Ja. tako je tudi to, ta naša pot, naše odkrivanje, naša spolnost, naša ženstvenost. Ja, ampak tudi tukaj je verjetno najprej predpogoj samo spoznavanje, ne? Kaj je tisto, kar mene prežge nazaj v žensko energijo in potem to negovati. Ne? Pa mogoče še to, ne, spolnost zelo dojemamo kot nekaj, kar mora biti zmeraj v redu in super in lepo, ampak v resnici spolnost obsega tudi tiste momente, ko smo žalostne, slabe volje, ko nas je sram, ne sami, tudi moški.
In v bistvu bolj, ko si dovolimo vse te nianse živeti ali pa čutiti tudi skozi spolnost, bolj je intimno, bolje pristno. In na tem področju imamo tako ženske kot tudi moške velike izzive, ravno zato, ker nismo dovolj ranljivi, nismo dovolj iskreni, da bi ta sram dali stran in bi šli v to iskrenost, v to pristnost. Ja, za moške je sploh en velik izziv, ker so glava družine in oni so tisti, ki držijo to težo za družino nekje na svojih ramenih. In zdaj naenkrat začeti govoriti o nekih ranljivih občutkih, čustvih, tako se jim zdi, da bojo se sesuli dol. Da bojo kar slabiči postali. In bojo izgubili svojo moč in svojo funkcijo. In je res umetnost iskati to mejo med tem, koliko povedati, da si še zmeri ti moški, pristen, pa hkrati, da še zmer držiš nek občutek moči. Ženske imamo pa drugo, v bistvu smo pa že toliko navajene biti pa tudi v tej moški energiji, da je pa res to preklapljanje nazaj in povezovanje s sabo, svojo intuicijo, svojo ženstvenostjo, v bistvu res neverjetno, koliko je to velik izziv. Nekaj, kar nam je v bistvu dano, pa čist naj bi bilo naravno, saj brez krivde, ker za marsikoga tudi zame ni bilo to sploh naravno. Ampak je pa zanimivo, koliko je to velik izziv v današnjem času se to učiti. Ampak zdaj vsaj imamo možnosti. Včasih niti teh možnosti niso imeli. Res je. Eva, kaj bi bilo tvoje zaključno sporočilo za naše gledalke in gledalce? Da je vsaka pot unikatna in sem prepričana, da lepa. Jaz sem se iz svojih najtežjih življenjskih preizkušenj naučila največ za življenje, največ moči, črpam še danes iz tem. In da v bistvu mogoče eno vodilo, ena spodbuda, da se ne bojimo bolečine, ampak da si čim večkrat upamo se dati bolečini prav tako. Tu me imaš? Ja, tu me imaš, ker preoblikuj me. Res, zmeri pride najlepša nagrada, če si dovolimo bolečino v polnosti začutiti in jo spustiti čez sebe. Se strinjam, zelo lepa zaključna misel. Draga Eva, jaz se ti iskreno zahvaljujem, da si delila svojo osebno zgodbo, izkušnje, kako si svoje travmatične izkušnje pretvorila v modrost, v bogastvo, s katerim danes pomagaš številnim drugim ljudem. Hvala lepa. Hvala. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam, da ste bili z nami. Želim vam, da v svojih odnosih zgradite globoko povezanost, kajti tako zelo je vredno. In jaz vas srčno pozdravljam do naslednje oddaje Pristna ženska.